Poročile na Koroškem radiju. Z vami je Jurij Berložnik. Lepo pozdravljeni. Naš novinar na terenu Bor Mašina se je, ne boste verjeli, pred kratkim udeležil relija Dakar 2025 v Saudski Arabiji. Zaradi težav na carini smo MP3 posnetek dobili šele sedaj. Pa poslušajmo. Jurij, včas mi je, da je z mano koroški puščavski lisjak Toni Mulc. Toni Mulec. Jurij, prosim, ravno se pripravljava, da bo vsak s svojim motorjem odpeljala najtežjo etapo letošnje dirke. Ima pa še ravno prav časa, da napraviva kratek intervju. Lepo pozdravljen, Mulc. Mulec. Ok, Mulc, nima veze. Torej, kaj mora imeti človek, ki želi zmagati na Dakarju? Rekel bi, da železno voljo, ogromno znanja o navigaciji, pa tudi tehničnega znanja, da lahko sam popravi razne poškodbe na vozilu. Biti mora dobro telesno pripravljen, pa seveda malo sreče tudi ne škodi. Aha, mislil sem, da boste rekli motor, oziroma terenca. V glavnem, jaz vse to, kar ste našteli, imam. Tudi motor. Ja, pa že. Ogromno denarja je potrebnega, da prijete v Saudsko Arabijo. A ne bi raje naredili Dakarja kar na Koroškem? Žal so koroške ceste prenevarne za kaj takega. Drži. Torej, Mulc, kaj mi lahko svetujete za današnjo etapo? Mulec, Bor, mulec. Ja, razumem, Mulc. Torej, kaj mi lahko svetujete za današnjo etapo? Ja, nič, Bor. Pač itak sploh ti ne bi smel voziti, verjetno pa tak ne boš prišel živ do cilja. Prosim, Mulc, naj povem, da imam ogromno izkušenj s poročanji iz Afganistana, Sirije in Žerjava. Tako da bo tale vožnja skozi sipine mačji kašelj. Al? Ja, v redu. Lej, organizatorjem si tak težil, da so te pač spustili in boš pač šel z mano. Sam da veš, nem te čakal po popravlju tvojega motorja, al? No, bo videla, kdo bo prej na cilju. Mulc, ali drži, da si se zabil v kamelo? Ne, to pa ne. Evo, štartama čez 10 sekund. 9, 8, 7, 6. To prvi! No, pa se je razkantal po 3 metrih. Ej, Bor, ni tak na izi, ali? Sem Bor Mašina, na poti v bolnišnico. To so bile poročile na Koroškem radiju. Oddajo so pripravili Jurij Berložnik, Urban Klančnik in Andraž Rus.